Pozdravljeni v decembrski, praznično obarvani oddaji Aktualno na GFML. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer se vsako leto poklonimo spominu na enega največjih slovenskih in slovanskih jezikoslovcev, dr. Francu Miklošiču. S svojim znanstvenim delom in vplivom ter kot osebnost je zaznamoval 19. stoletje. S svojim znanstvenim delom in vplivom ter kot osebnost je zaznamoval 19. stoletje. V duhu njegove širine nadaljujemo tudi na gimnaziji z nizom predavanj, okroglih miz, projektnih dni in ekskurzij, skratka bogat interdisciplinarni program, katerega krovna tema je bila večkulturno medkulturno. Prvi letniki gimnazije in umetniške gimnazije so raziskovali Ljubljano po poteh Trubarja, Plečnika, slovenskih impresionistov, gledališča, sestavili so mozaik glavnega mesta. V sklopu projekta Jeziki štejejo so se medkulturno izpostavili dijaki na okrogli mizi Jezik v stiku. Bogat kulturni program je zaznamovala prireditev Beseda prostora. Gimnazija se imenuje po vitezu besede Miklošiču, ki je s svojo genialnostjo obogatil tudi Dunaj. Drugi letniki gimnazije so se med drugim poklonili njegovemu spominu na strokovni ekskurziji Slovenci na Dunaju. Raznolikost Miklošičevih dni sta dopolnila Jordi Brito Korominas in Sara Drvarič Taljan. Katalonec in Španec Jordi Brito Korominas, ki že 12 let živi v Sloveniji, je učitelj španščine in plesa, podjetnik, poliglot, saj govori kar 6 jezikov. V enem od njih, v slovenščini, nam je predstavil aktualno dogajanje v Kataloniji, kakršnega ne poznamo iz medijev. Po uvodnem videu, v katerem so povzeli katalonsko krizo, smo spoznali Jordijevo mnenje o katalonski želji po neodvisnosti ter politične igrice vodilne stranke s predsednikom vlade na čelu. Sara Drvarič Taljan je naša bivša dijakinja, zdaj raziskovalka na odseku za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu. Čez teden se ukvarja z liti-žveplovimi akumulatorji, v prostem času pa želi znanost približati splošni javnosti in predvsem mladim. V svojem predavanju je poudarila pomen shranjevanja energije v baterijah danes in v prihodnosti. Jezikoslovec Franc Miklošič se je rodil 20. novembra in na njegov rojstni dan dijaki prvih letnikov naše šole in profesorji obiščajo Miklošičevo domačijo v Radomerščaku. Letos so dijaki lahko uživali, tekmovali v poznavanju jezika, zgodovine Ljutomera in GFML. Vsi razredi so bili odlični, dijaki so pokazali tudi izredno zanimanje in poznavanje domačega narečja. Tematsko tekmovanje včeraj, danes, jutri je dokaz, da slovenščina še živi z nami. Radomerščak je tudi postala slovenske pisateljske poti, ki jo je dijakom predstavil in aktualiziral literarni zgodovinar Franci Just. In kaj sploh je slovenska pisateljska pot? To je projekt Društva slovenskih pisateljev, namenjen je doživljanju raznovrstnih slovenskih pokrajin kot literarnih pokrajin. Profesor Franci Just je prikazal možnosti kulturnega turizma v naši pokrajini, potujmo, razmišljajmo, spoznavamo bogastvo Prekmurja, Prlekije in Porabja. Pomemb Primoža Trubarja in reformacije je izpostavil dr. Aleksander Erniša, evangeličanski duhovnik in vojaški vikar, ki je izpostavil vprašanje svobode, drugačnosti, pomen nacionalnih jezikov, vrednote slovenskega protestantizma. Verjamemo, da so letošnji Miklošičevi dnevi s sloganom večkulturno medkulturno dijakom in ostalim obiskovalcem pripomogli k sprejemanju sebe in drugega in so odlično obogatili pedagoški proces na GFML in kulturno dogajanje v Prlekiji. Znanje za mlade so delavnice, v kateri vsako leto gostimo nadarjene učence pomurskih osnovnih šol. Zadnji četrtek novembru nas je prvič letos razveselil sneg. V Ljutomeru pa smo ta dan gostili učence 8. in 9. razredov številnih osnovnih šol Pomurja. Zanje smo pripravili raznovrstne delavnice, kjer so ustvarjali, raziskovali in se učili skupaj s profesorji in dijaki naše šole. Naš prvi obisk je bil razgibani delavnici Raziskujmo po kemijsko, kjer so se učenci ukvarjali z različnimi poskusi. Ja, različne poskuse z kemije, pač merimo pH, tam z suhim ledom, pač različno. Biološka delavnica ni zaman nosila imena raznolikost pri človeku, saj so udeleženci lahko natančno spoznali človeško telo. Cirila in Klara sta nam povedali, zakaj prav biologija.
Pri delavnici pri biologiji upravljamo laboratorijske vaje in sicer prvo raziskujemo človeško raznolikost in variabilnost, pri drugi pa bomo še upravljali vajo iz mikroskopiranja, naučili se bomo tudi risati grafe in potem malo o hipotezah in pa diskusiji, kako se pač to dela pri laboratorijskih vajah pri nas. Kdo pa je navdušil za to šolo, oziroma kaj vas je pritegnilo za to šolo? Ja, jaz sem vedno želela iti na gimnazijo, zato ker pač na gimnaziji res razširiš obzorja, pridobiš znanja iz vseh področij, pa seveda imaš še 4 leta čas, ko ugotoviš, kaj te res veseli. Ustavili smo se tudi v Rusiji in pri ruskem jeziku, ki nam ga je predstavil profesor Marko Kardinar. Kako ste se vi odločili, pač, da boste študirali ruščino? To je pa zaenkrat še vedno vprašanje, na katerega nikoli nisem pač našel odgovora, ampak meni se zdi, da je pač jezik bil tisti, ki me je pritegnil preko zgodovine pa glasbe. Pa ste kaj potovali, naprimer v Rusiji ali pa kam? Ja, v Rusiji sem bil že 3-krat, 2-krat sem bil pač osebno, 3-krat oziroma 3-tič pa smo bili za dijake nazadnje v prvomajske počitnice, ko smo šli na prvo ekskurzijo v Moskvo pa Sankt Peterburg. V dramski delavnici smo poklepetali z učenko Ines iz osnovne šole Apače. Ker je zanimivo pokazati na igriv način svoje čustva, zaigrati kaj in pa zelo zanimivo. Ste se že kaj novega naučili ali pa ste se z dramo srečali že prej? Pri slovenščini smo odigrali Rdečo kapico v šole in je bilo tudi zelo smešno pa zanimivo. Ste vedeli, da ima francoščina posebno jezikovno melodijo? Kako zveni, so spoznali učenci pri francoskem jeziku, seznanili pa so se tudi z marsikatero znamenitostjo Francije. Meni že osebno francoščina zelo zanimiv jezik. Ali morda že kaj veste povedati v francoščini? Ja, nekaj besed že. Ja. No pa mi poveste, katero. Je n'appelle, kaj pomeni imenujem se. Merci in bon appetit. Ustavili smo se tudi v delavnici, kako dobro se poznamo. Učenci so odkrivali, kako dobro poznajo samega sebe, okolico in kakšne spomini imajo. V tej delavnici se pogovarjamo, razmišljamo, skušamo videti podrobnosti in da se spoznamo samo sebe, kako mi razmišljamo sami. Pa misliš, da zelo dobro poznaš sam sebe? Samega sebe še tako dobro ne poznam, imam pa dober spomin, zelo tudi dobro opažam kakšne podrobnosti in tako dalje. V delavnici Igrajmo se gledališče so se učenci srečali z različnimi interpretacijami, glasovi in igrami. Bilo je glasno, a zelo razgibano ter pozitivno vzdušje. K pogovoru smo povabili Martino Temlin in Majo Štimec iz osnovne šole 2 Murska Sobota. Učimo se, kako narediti dramski prizor, delamo različne vaje, kako delajo v dramskih prizorih. Sta se s tem že srečali kdaj prej v šoli ali pa v življenju kjerkoli? Ja, v šoli sem že obiskovala gledališki krožek. In kakšno je vzdušje? V bistvu enako kot tukaj. Language Creativity je tokrat pomenilo zlivanje jezikov in spoznavanje njihove različnosti. Rad se učim drugih jezikov in me to tudi zanima. Kaj delate v tej delavnici? Učimo se različnih tujih jezikov, najbolj smo se poglobili angleščini in nemščini. Za otroke so ustvarjala predvsem dekleta, saj so v tej delavnici veliko plesali in peli. Ples in petje sta dejavnosti, ki zmeraj pritegneta ljudi vseh starosti. Že po hodniku je odmevala glasba iz delavnice Music, v kateri so bili učenci, ki sta jih zanimala glasba in igranje na različne inštrumente. Na poti smo se ustavili in izmenjali besedo z udeležencem fotografske delavnice. Rad imam fotografiranje, ker me srečuje. Kaj vse delate? Zdaj trenutno hodimo okoli, slikamo vse, kaj hočemo. Kako se počutite? Počutimo se super, zabavno je. Učenci, ki so si tokrat izbrali delavnico z naslovom Me gusta español, so spoznavali španske besede, saj se španščine še nihče ni učil. Ko sem gledal nekega dne The Catch, me je Margo impresionirala, kako je govorila špansko v nekih banke. To je Eli seveda ujela.
Impresionirala me zato, ker je začela voditi zločinski sindikat in moje sanje so voditi zločinski sindikat. Delavnici How to be British zagotovo ni bilo preveč dolgočasno, saj smo slišali marsikatero novo o britanskih navadah in to s pravim pristnim britanskim naglasom. Obiskali smo tudi učence, ki so se zabavali v delavnici z igro do znanja. Tam so se prek igre naučili, da je učenje lahko tudi zabavno in nič prav težko. V novinarski delavnici pa smo učenci ta dan postali čisto pravi novinarji. Najprej smo se poučili na novinarskem krožku, nato pa se napotili na teren in tako pripravili ta prispevek. Odrske deske, soj žarometov, prelestna scena, žametni glasovi in slogan Mladim pomagamo so povezali dijake GFML, člane Leo kluba in osnovnošolce, ki so izvedli prireditev z dobrodelno noto. Predstava se je odvila v Šicu v sklopu dogodka Znanje za mlade, ki ga naša šola že tradicionalno prireja za zainteresirane osnovnošolce. Dogajanja sta povezovala dijaka iz 3. A, Polonca Ducman in Luka Dressler. Nastopajoči dijaki in osnovnošolci osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci in osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer so poslušalce popeljali na bogato potovanje preko različnih zvrsti umetnosti. Nastopilo je kar 12 skupin ali posameznikov. Med nastopom smo lahko prisluhnili melodijam skupin The Soundwaves, Crescendo, The Aeroplane, Vicky's Melodies, šolskega pevskega zbora in posamezni izvajalcem Melani Tavčar in Evi Pintarič, plesalkam plesne šole Urška, Juliji Šebjanič, Luki Sobočan, Niku Mladenoviču, Saši Raj, Primožu Zavcu, Domnu Rotarju, Alenu Gazdagu, Vesni Trajbar, Vanesi Vočanec in Luciji Smolko, ter si ogledali performance gledališke šole GFML na temo brezupno osvajanje nasprotnega spola. Hej ti! Te zebe? Ne, niti ne. Ker če te, potem te lahko ogrejem. Ne bi, hvala. Veš, tu še sploh nisem bil. Ne? Je kar lepo. Pa malce preblizu ceste? Ja, mesto, kaj pa hočemo. Veste, včeraj sem kupil na avto. Wow. Mazdo. Wow. 120 konjev. Cel hlevček. Lahko bi tako rekli, ne? Ima centralno segrevanje. Wow. Je varen. To je najvažnejše. Udoben ter tih. Veste, če bi imeli čas, bi vas morda lahko kam popeljal. Raje ne bi, hvala. Ne, ampak športen model je, hitro potegne. Dajte no. Gospa, zdi se, da bo čas. Ja. Greva peš? Jaz bom šla raje kar z avtobusom. Ja. Celotno dogajanje je bilo moč spremljati tudi v živo preko šolske spletne strani. Dijaki in učenci so pokazali in dokazali svoje talente. Na prireditvi pa smo pomagali Leo klubu zbrati 900 € prostovoljnih prispevkov. Denar bo namenjen sofinanciranju maturantske ekskurzije dijakom iz socialno-ekonomsko šibkejših družin. Naši dijaki so se udeležili modela Evropskega parlamenta v Helsinkih pod mentorstvom profesorice Mojce Rižnar-Nedeljko, so delegacijo sestavljali Uroš Perišič in Nina Vasilič iz Ljubljane ter dijaki GFML, Eva Cimerman, Gaja Šiško in Nino Erjavec. Torej, delo je potekalo v komitejih.
To so pravzaprav neke vrste skupine, v okviru katerih smo dobili neke teme, navodila, na katera smo se morali pripraviti. Jaz osebno sem bila v bistvu v komiteju za višje izobraževanje in naša tema je bila, kako izboljšati socialno mobilnost mladih, kar pomeni, kako v bistvu izboljšati, da bo nek dijak ali študent socialno mobilen, kar pomeni, da bo na primer lahko iz slovenske univerze šel na neko drugo univerzo, brez da bi moral upravljati veliko nekih izpitev diferencialnih in dodatnih izobraževanj. Jaz sem pa bila v komiteju Libe 1, prav tako smo obravnavali neko temo, na katero smo pozneje tudi iskali rešitve. Mi smo imeli temo kibernetski napadi in iskali smo rešitve, kako bi jih preprečili, saj kibernetski napadi niso le problem v svetu, ampak tudi v Sloveniji, kar se veliko ljudi sploh ne zaveda. Bilo je zelo zanimivo, delo je seveda potekalo v angleščini, kar je precej zahtevno, namreč večina ljudi, ki si je tam sodelovala, so imeli skratka angleščino na zelo visokem nivoju, ampak nekako smo se znašli in v bistvu je šlo kar dobro. Zelo sem vesela, da sem se MEPAN udeležila, zato ker je to ena res velika izkušnja. Ugotovila sem, da angleščina vseeno ni tako velik problem, kot sem na začetku predvidevala, ker je to vseeno visoka raven in strokoven jezik, ampak smo se vse lahko zmenili. Potem za prihodnost sem ugotovila, da me to dejansko resnično veseli in zanima, torej mogoče gledam kaj v tej smeri. In pa druženje s prijatelji in novi prijatelji po celem svetu, to je nekaj neprecenljivega. Na GFML smo ponovno gostili študentko z medicinske fakultete v Mariboru, ki je izvedla zanimivo predavanje za dijake 3. in 4. letnikov obeh programov. Naša bivša dijakinja, sedaj študentka medicine Sanja Hošpelj, je prisotne seznanila z darovanjem krvi, kostnega mozga in organov, predvsem z namenom, da se polnoletni dijaki pridružijo darovalcem krvi in organov in na ta način pomagajo nekomu, kateremu bo darovana kri ali organ predstavljal neprecenljivo dragocenost. Na GFML negujemo spomin na dogodke, ki so se zgodili ob koncu Prve svetovne vojne in so pomembno vplivali na usodo prebivalcev na obeh straneh reke Mure. V sklopu državnega praznika Dneva Rudolfa Maistra smo na šoli organizirali več dejavnosti. Gostili smo dr. Marjana Toša, ki je dijakom 4. letnika predstavil vlogo in pomen Rudolfa Maistra v opisanih prelomnih dogodkih. Svoj predstavitvi generala Maistra ni predstavil samo kot vojaške osebnosti, ampak tudi kot umetniškega ustvarjalca, pesnika, slikarja. 4 dijakinje 4. letnika so se udeležile kviza o poznavanju življenja in dela generala Maistra, ki so ga organizirali v domu starejših občanov v Ljutomeru. Šlo je za medgeneracijsko druženje stanovalcev v domu starejših občanov in naših dijakov. Oboji so izkazali dobro poznavanje zgodovine, vendar je starejša generacija na koncu vseeno dokazala, da nekoliko bolje obvladajo vprašanja povezana s preteklostjo. Z opisanimi aktivnostmi želimo mladim predstaviti svetle trenutke iz slovenske zgodovine, na podlagi katerih bodo razvili pozitiven odnos do preteklosti, sedanjosti, kakor tudi do prihodnosti. Ponovno lahko z veseljem poročamo o številnih uspehih naših dijakov. Odbojkarji, rokometaši in rokometašice so vsi osvojili 3. mesto na regijskih srednješolskih prvenstvih v posameznem športu. Odbojkarice pa so se zavihtele na 2. mesto. V sklopu 33. slovenskega knjižnega sejma je dijakinja 1. letnika naše šole Urška Fras predstavila knjigo Maestro junak iz Svetega Jurija v Piščavnici. Knjiga je nastala na podlagi raziskovalne naloge, ki jo je Urška napisala še kot učenka osnovne šole Sveti Jurij v Piščavnici. Na naši šoli smo gostili državno tekmovanje iz razvedrilne matematike. Naši dijaki so se na njem odlično odrezali. Jan Lorenčič, Jurij Šumak in Urška Filipič so prejeli srebrno priznanje.
Tim Štuhec zlato priznanje, Tadej Grof Semenič pa zlato priznanje in nagrado za osvojeno drugo mesto. Sladkorna bolezen je epidemija moderne dobe, zato dijaki že več let tekmujejo v poznavanju te bolezni. Zlata priznanja na državnem tekmovanju so osvojili Hanna Rakuša, Maja Sever, Eva Šantič Zadravec, Eva Pešti, Timotej Pukšič in Tilen Vodička. Debaterji Nino Erjavec, Meta Štuhec, Luka Havko so na turnirju v Mariboru osvojili prvo mesto. Luka Havko in Meta Štuhec sta pristala na drugem in tretjem mestu na lestvici najboljših govorcev turnirja. Na festivalu Izum v Murski Soboti so podelili priznanja učencem in dijakom, ki so prejeli srebrna ali zlata priznanja na državnem tekmovanju iz logike, ki je potekalo v novembru 2017. Srebrni priznanji sta prejeli Nuša Svetanič in Brina Godec, Tim Štuhec pa je edini pomurski srednješolec, ki je letos prejel zlato priznanje. Ob tej priložnosti je naša šola prejela priznanje za najraziskovalno šolo preteklega šolskega leta. Tudi ta mesec nova zanimiva tema, ki so jo dijaki raziskali in predstavili v raziskovalni nalogi. V zadnjem času se v naši družbi zelo poudarja pomen enakosti med spoloma. Ženske so bile namreč zaradi družbene ureditve skozi zgodovino vedno zapostavljene in se tudi v javnosti manj pojavljale. Posledično so imele tudi v risankah manj izstopajočih vlog. V moji raziskovalni nalogi sem se odločila raziskati moško in žensko vlogo v risankah, ki močno vplivajo na posameznika, še posebej, ker jim je ponavadi izpostavljen v obdobjih primarne in sekundarne socializacije. Cilji moje raziskovalne naloge so bili primerjati razmerje med spoloma v risankah nekoč in danes ter analizirati tipične lastnosti moških in žensk v risankah ter jih primerjati med sabo. Ugotoviti sem želela, ali moški res igrajo več vlog, ki tudi bolj izstopajo, ali ženski liki danes več niso prikazani le kot nežni in dobrosrčni, temveč imajo veliko moških lastnosti, na primer pogum in agresivnost, ter ali je danes razmerje med ženskimi in moškimi liki bolj enakomerno razporejeno, kot je bilo včasih. Ker sem se odločila za zapletene metode dela, sem z raziskovanjem začela že decembra. Pri metodi analize dokumentov sem imela kar nekaj težav, saj so risanke stvar zadnjih 100 let in je literature zelo malo ali pa so podatki zastareli. Sploh pa ni informacij za državljane Slovenije. V okviru empiričnega dela raziskovalne naloge sem izvedla anketo, ki je bila spletna in anonimna. Nanjo je odgovorilo 145 oseb različnih starosti. Iz analize ankete sem razbrala, katere risanke so anketiranci najpogosteje gledali oziroma so bile njihove najljubše. Izbrala sem 3, ki so jih gledali v otroštvu in 3, ki jih najraje gledajo danes. Tom in Jerry, Čebelica Maja, A je to, Spuži kvadratnik, Simpsonovi ter Gospod Bean. Analizirala sem glavne ter stranske vloge likov v risankah, pri čemer sem bila pozorna predvsem na to, katerih spol jih igra ter kakšne lastnosti imajo. Poleg tega sem merila, koliko sekund se v risanki pojavljajo moški in koliko sekund ženske ter izračunala delež glede na celotno dolžino. Zapisala sem si tudi število likov posameznega spola. Z mojo raziskovalno nalogo sem ugotovila, da v nekaterih risankah, ki so bile najpogosteje gledane nekoč, ženski liki sploh niso prisotni. To sta risanki Tom in Jerry ter A je to. V risanki Čebelica Maja sta bila moška lika, kljub temu, da ima glavno vlogo ženska, prikazana več časa. Danes je razmerje med spoloma nekoliko bolj enakomerno razporejeno, a je moška dominanca še vedno opazna. Vloge, ki jih igra posamezni spol, so podobne danes in v starejših risankah. Ženske so večinoma le dodatek moškemu in nimajo izstopajočih samostojnih vlog. Gledalec, ki je tej spolni diferenciaciji izpostavljen, se sploh ne zaveda močnega vpliva risank, ki mu tako vsiljujejo podobo posameznega spola. Risanke najpogosteje gledajo otroci, ki so ravno najmanj zmožni presojati o pravilnosti prikaza lastnosti posameznega spola in so najmanj imuni na to vsiljevanje, saj vse, kar jim je podano, obravnavajo kot pravilno. Osebno so mi risanke zelo pri srcu, saj sem si v otroštvu z njimi večkrat krajšala čas. Zato menim, da je zelo pomembno, kakšno vsebino imajo ter kako prikazujejo posamezni spol.
Ustvarjalci risank bi morali imeti drugačen pristop k svojemu delu, saj so oni na nek način tisti, ki ustvarjajo prihodnost, učijo podmladka vrednot, norm ter obnašanja posameznih spolov, a oni v svoji nalogi vidijo le zaslužek in jim cilj tako ni kvaliteta posredovanih vsebin. Smo tik pred prazniki, zato smo člani novinarskega krožka raziskali, kakšno je božično vzdušje v naših krajih. Dijaki prvega D oddelka umetniške gimnazije smo se v okviru decembrske idile odločili, da bomo naključne mimoidoče povprašali, kako oni praznujejo božič. Z družino, s svojima sinoma. Z družino. Ja, z družino. Z družino. Ja, z družino. Kako ponavadi za božič okrasite hišo? Jelko okrasimo, ne Filip? Pa malo okna okrasimo, pa sobe. Ja, jelkico imamo, okrašeno lučke, navesimo vene tudi okole. Z lučkami, smrečico postavimo, adventni venček. Nekdaj smo jo okrasili, zdaj zadnje 3 leta pa jo ne okrašujemo, ker imamo eno poredno mačkonko in nam čisto vse božične okraske pospravi, tako da okrasimo si mizico toliko, da glih je in to je to, čist minimalistično. Kakšna darila najrajši prejemate ali oddajate za božič? Filip, kaj imaš ti najraje? Povejte ti. Bagara. Bagar, kaj pa ti, Matija? Tudi bagar. Tudi bagar. Nek še praktične, ne nekaj velikega, nekaj uporabnega. Doma narejeno, oziroma nekaj domačega. Ja, bolje tako še skromna darila, ne treba nekaj finega. Preprosta darila, takšna, ki so osebna. Darilo, ki ga imam jaz osebno najrajši, je prosti čas oziroma čas preživeti z družino, ker materialnih stvari imamo skozi leto ogromno, preveč vsega, tako da res časa pa nam vedno primanjkuje in to najbolj cenim. Kaj sami naredimo, pa da smo pač skupaj, družina, se niso darila pomembna za božič, Vse so kakšne, tudi manjša darila, ampak najlepše, ko smo skupaj se razumemo. To je pač v bistvu božiča, Darilo, rada prejemam darila, pa najraje jih pa še dajem. Ja. Kdaj pričnete z božičnim nakupovanjem in kaj menite o prekomernem zapravljanju? Ja, definitivno ljudje malo pretiravajo, Pretiravajo, preveč skomercializirano vse in ne kupujemo tako dosti, ko bi ne vem, kaj kuprijali, nekaj pač. Malo si že kaj bolj privošči za božič, ampak ne je pa to v materialnih stvari, ni v bistvu v materialnih stvarih, Ja, brez veze, mi se bolj skromno obdarujemo, eni pa pretiravljajo. Mislim, večina jih pretiravlja. Ja, počasi smo že začeli, pa zapravimo preveč, čeprav se ne strinjam s tem, ampak ja, rajši imam, kot sem rekla, domača darila. Ja, božično nakupovanje, ajde tisto malo pred božičem, to pa ne je lepo, prekomerno, to že zdaj decembra, eni kupujejo darila, to je začetki, že novembra imajo okrašeno. Sploh zgibi tisti srž božiča, Nakupim že prle, zato ker za en trenutek ponavadi nemam časa, ker delam tudi v trgovini in me časa zmanjka, tako že vse nabavim prej, pa malo poslišam, kaj što ima za želj. Ja, dejansko to prekomerno zapravljanje mi je že vrh glave, sama se ne poslužujem tega, raje preživim pač čas z meni ljubimi osebami in se probam držati tega tudi pri obdarovanju. Se pravi, ne obdarujemo se z materialističnimi stvarmi, ampak pač tako se vsedemo, pogovorimo, poveselimo in to je to. To se meni zdi največje darilo in tudi dejansko smisel božiča. Zahvalili bi se vsem, ki so sodelovali z nami, mi pa vam želimo lepe in predvsem mirne božične praznike. Uživajte v prazničnem vzdušju in se vidimo v naslednjem letu.